Že 5 let naša sogovornica z najstniškima sinovoma živi v najemniškem stanovanju. Izjemno je zadovoljna s korektnostjo lastnikov, s katerimi ima sklenjeno pogodbo s korektno ceno najema in s prijavo naslova. Zdaj lastniki stanovanje prodajajo. Znova so zelo korektni in so jim omogočili leto dni za iskanje novega doma. Leto, ki se vse bolj spreminja v peklensko izkušnjo, opisuje sogovornica, ki je za iskanje doma najela tudi nepremičninsko agencijo. Pri prvem pogovoru z gospo je rekla, ti si mi pa najljubša stranka, pa se je nasmejala in rekla, imaš 2 otroka, sama si, pa imaš 2 majhna pekinezerja. Vsa zagotovila dosedanjih najemodajalcev o vzorni skrbi za nepremičnino ne pomenijo nič. In nič ne pomeni, celo ko omenite na telefonskem pogovoru, ko pokličete, da vprašate, ali je stanovanje še na voljo, ja je, potem povprašate, ali so otroci dobrodošli. Je to že odgovor, da to je premajhna kvadratura za 3-člansko družino, pa to pogovarjamo se o kvadraturi 50, 60, 70 kvadratov, celo 80 kvadratov, ko pa gledate po zakonu, vam rečejo, 8 ali 10 kvadratov na eno osebo, pa slišite, da je 60 kvadratov premajhno, se pol vprašam za koga pa je primerno to stanovanje, pa mi rečejo par ali pa posameznika. V veliki večini do ogleda nepremičnine sploh ne pride, ustavi se že pri prvem telefonskem klicu. Če pa slučajno se zgodi, da rečejo, ja, ok, otroci, če so vzgojeni, nimam proti, pol pa sliši, da ste samohranilka in se pol takoj misli, ne bom mogla plačevati tega, kljub temu, da rečem, da imam kozmetični salon, pa to, da delam po cele dneve, da tudi to lahko dokažem, da tudi imam priporočilo lastnika, da sem bila v redu kot najemnik, da sem skrbela za nepremičnino, da sem tudi pri renovaciji vedno sodelovala karkoli, da sem tudi predlagala, da sem tudi sama iskala mojstra za kopalnico, ko je bila renovacija, ker je sosedi puščalo spodaj, potem pa pridejo ta 2 kužka in se tukaj pol zgodba zaključi, pa seveda če omenite stalni naslov, pogodbo da je realna cena gor napisana, je pa konec zgodbe, ker potem dobite odgovor, to potem pomeni, da jaz moram toliko pa toliko davka plačati, kar ne želijo, ker oni ne vem, če imate Jurija najem, vam reče, Jurija napiše na pogodbi 300 evrov. In kako vi na socialni, da greste sa 300 evri in da poveste, da ste vi ogroženi in da vi ne morete živeti, ker vi ne morete dokazati, da vi date še unih 700 evrov na roke. A morate jih zaslužiti. In to ni redek pojav, to je pravilo po 10 mesecih komuniciranja z lastniki, trdi sogovornica. Ogromno. Od vseh stanovanj, 100%, ko sem pogledala, poklicala, je 80% takih stanovanj, ki jo dajajo za 300, najem je pa Jurija. Vse to se lastnikom seveda dobesedno splača, saj kot kaže, nadzora nad resničnostjo v pogodbah vpisanih podatkov ni. Zakaj bi dal državi, 2 Jurija pa pol davka na koncu leta, če lahko napiše v pogodbi 300 evrov, pa na koncu leta bo dal, davka 500 evrov in seveda si 2 Jurija še dal dodatno v žep. Naletela je tudi na ponudnike, ki so bili sicer pripravljeni v pogodbo vpisati realen znesek najemnine, a z zahtevo, da bo kot najemnica plačala lastnikov davek na oddajanje nepremičnin, kar močno zmanjša učinek subvencije. Do nje je sicer upravičena tudi zato, ker je za stanovanje kandidirala tudi pri mestnem nepremičninskem skladu. Seveda neuspešno. Seveda razume, da ima lastnik pravico izbirati, kdo bo njegov najemnik. Prav tako razume strahove ljudi, da bi jo v primeru nepričakovanih zapletov kot samohranilko z 2 šolarjema teže izselili, a pravi, da je vsem takim lastnikom ponudila možnost sklenitve izvršljivega notarskega zapisa. Vse se zgodi problem, da dobite kakšnega najemnika, ki vam dela težave, je ovira, probleme, ampak vse se to da rešiti, ne morete pa nas vse v isti koš dati, ker nismo vsi enaki. In če nekdo, ki z mano, se pravi, sodeluje 5-6 let, vam napiše priporočilo, če vidite, da delam, pa če greste na Instagram profil, pa pogledate, koliko je terminov gor objavljeno, koliko je strank, pa vprašate okolico, pa to vam to dosti pove. V trenutnih razmerah bi na nepremičninskem trgu bila najbolj smotrna naložba na kup nepremičnine, a žal tega sama ne zmore. Ja, žal ne, zato ker nisem kreditno sposobna. Nažalost, jaz sem stara 34 let, odraščala sem brez staršev, moja mama je umrla, ko sem bila 15 let stara, oči je pa ko sem bila 5.
Tudi zato sem imela ful težav. Šolo sem končala, seveda, tudi faks sem bila vpisala, ampak ga nisem dokončala, ker sem potem rodila 2 sina, ne. Zdaj sta stara 13 pa 14 let. Ker tudi fanta zelo potrebujeta stabilen dom, pravi sogovornica, je tudi zato, da bi lažje dokazala plačilno sposobnost, postala samostojna podjetnica. Sprva so ji na bankah namreč namigovali, da bi ji to morda olajšalo pot do kredita. Potem pa, ko je pač dobesedno to vse zalaufalo, začelo, je prišlo do tega, da smo mi rizični, da morate imeti 2 bilanci, da to banka pol da na komisijo, kako to pol že postopoma pol gre naprej, da na tako vsoto denarja morate imeti 40.000 evrov prešparanih ali celo 50-20% od pač zneska. In tako kreditno nesposobni svojo visoko najemnino financirajo nepremičnine tistim, ki jih zase očitno ne potrebujejo. Včasih celo v višjem znesku, kot bi bil obrok kredita, računa sogovornica. Se pravi zdaj, da dobite dvosobno stanovanje, pa da imate enega normalnega lastnika, da vas vzame z 2 otroka, pa da moja 2 majhna pekinezdačka, se pravi pride jurja najem plus stroški. Če pa greste na banko, pač pa vzamete, ne vem, 200-250.000 evrov, pač da imate za nakup, pridete tudi tako nekje 900 do jurja obroka, kar pomeni, da jaz bi lahko plačevala svoj obrok. Zato bi ogromno pomenilo že, če bi država najemnikom, ki jih lastniki stanovanj potiskajo v brezizhoden finančni položaj, omogočila znosnejše kredite ali vsaj poroštvo, razmišlja sogovornica. Za njo je že na tisoče klicev in pogovorov, ki se večinoma ustavijo pri kakšnem od že naštetih razlogov, zakaj si lastnik želi kakšne drugačne najemnike. Razen, ko padajo tudi drugačne ponudbe ali vsaj namigi zanje. Sploh pač, ko pridete v to fazo, da greste na ogled, pa bi vas gospod malo potipal, pa vam namigne, da on ima rezervni ključ, ampak da on po noči ne bo hodil k vam, ker vam želi povedati, da bi želel kaj drugega od vas, ali pa vam na telefonu pove, škoda, ker imaš pač otroke, a ne, če bi bila samska, bi se pa zmenil. Pa to so pač ljudje, ki so stari 50, 60, 70 let, ki si vprašam, a ima ta človek družino, pa predvidevam, da ima, ki mi reče včasih tudi med pogovorom žena, pa to. Večkrat se tako ne spuščam sploh v te pogovore, ker sem toliko izčrpana od teh oglasov, da se mi tudi ne da, ampak mi pride, ko vprašam, kaj bi ti? Kako te ni sram? 34 let sem stara, lahko sem ti vnukinja, a ne hčerka, in ti bi z mano se zmenil. O čem bi se mi 2 menila? Mi se 2 lahko samo zmenimo notarsko overjeno pogodbo in da sem jaz tvoj redni plačnik. Da ne govorimo gospodu, pač, kad ti pridete na ogled, pa pač izteguje roke proti vam, da bi vas pač šla tu. In tako sogovornica vse bolj obupano išče stanovanje v Ljubljani, kjer bi njena otroka lahko še naprej hodila v isto osnovno šolo. Temu so podrejeni vsi drugi cilji, tudi več kot 12-urno delo. Delam za svoja 2 otroka, želim, da ona ne doživita to, kar sem jaz doživela. Če je 40 kvadratov, ampak da je naših, da imata streho in da ne rabita nobenega prositi, dobesedno, da ga prijav, da da pogodbo, hvala Bogu pa niso punce, pa da doživljajo pač še te stvari, kakor jih jaz doživljam. Kljub vsem naporom, prošnjam, oglasom, letakom, delitvam na omrežjih, vsakodnevnemu iskanju, v katero sta vključena tudi fanta. Od februarja do danes novembra mi nismo dobili enega pozitivnega odgovora, da nekdo želi notar pač 2 otroka, pa pač 2 kužka. Nezmožnost plačila najemnin postaja vse pogostejši razlog za iskanje humanitarne pomoči. Živa Logar z verige dobrih ljudi pravi, da so družine pogosto v brezizhodnem položaju. Ogromno družin, ki se obrača na nas za pomoč, govorijo o tem, kako se morajo iz danes na jutri začeti iskati nova stanovanja, ali zaradi tega, ker se najemodajalec odloči za prodajo nepremičnine, ali se odloči za to, da bo dal enega od svojih otrok morda noter v stanovanje. Zelo pa pogosto tudi zaradi tega, ker zvišujejo najemnine. In
ponavadi starši lahko plačajo tisto, kar imajo na voljo. Njim se ne zvišujejo prejemki z naslova dela skladno z višanjem najemnin. Stisnjeni v brezizhodni položaj pogosto nimajo druge izbire kot selitev. Ja, mi smo nedavno upravili anketo med družinami, ki so vključene v program Veriga dobrih ljudi, in so več kot polovica družin je odgovorila, da so se v otrokovem življenju selili že več kot 2-krat, nekateri celo več kot 4-krat. Tako da, kaj ni dom tisto najosnovnejše? Dom naj bi nam vsem nudil eno varnost, neko osnovo. Ko te zmanjka, se otrokom temeljito spremeni življenje. Jasno, da otroci razvijajo ob tem dodatne stiske, poslabša se lahko njihova samopodoba, pogosto se morajo zaradi same selitve odseliti v neke oddaljene kraje, kar vpliva tudi na njihovo socialno mrežo, se pravi, da morajo tudi zapustiti svoje okolje, svoje prijatelje. Pogosto tudi pomeni, da si ne morejo zbirati izobraževanja tacga, ki bi si ga sami želeli, ampak se odločijo za srednješolsko izobraževanje tako, ki je najbolj dostopno v njihovemu domu, ker si pač starši ne morejo omogočiti še enega dodatnega stroška. Toda problem ni le višina najemnine, problem je tudi, da za polno ceno lastniki družinam pač stanovanja ne želijo oddati. In da, na trgu najemniških stanovanj je imeti otroke katastrofalna okoliščina. Živa Logar. Meni je prav grozno, da moram zdaj povedati, da lažje dobi človek stanovanje, če ima domačo žival kakor otroka. In če je še nedolgo tega s problemom visokih najemnin izstopala Ljubljana, ta ni več osamljen primer. Najemnine rastejo povsod, enako tudi cene nepremičnin, s tem pa tudi pogajalska moč lastnikov za postavljanje pogojev morebitnim najemojemalcem, sploh najemojemalkam z otroki. V letošnjem letu nas je nekaj mamic, ki so samohranilke, opozorilo na to, da so pri iskanju nove nepremičnine naletele tudi na ponudbo spolnih uslug strani potencialnih najemodajalcev. In to je nekaj čisto novega, to je nekaj, kar smo letos prvič opazili, slišali, tukaj pa tudi sami ostanemo brez besed.